Na skupščini podjetja Granit o dokapitalizaciji. Začetek gradnje akvarija se pomika v prihodnost. Mariborski študenti uspešni na tekmovanjih doma in v tujini. Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis za obnovo urgentnega centra Maribor. Vrednost projekta je ocenjena na približno 16 milijonov evrov, kar je morda priložnost tudi za gradbeno podjetje Granit iz Slovenske Bistrice, ki se spopada s preveliko izgubo. Na skupščini so zato potrdili dokapitalizacijo v višini 10 milijonov evrov. Vodstvo upa, da bo denar pridobilo s konverzijo terjatev bank upnic. Na skupščini Granita so se dogovorili o načinu dokapitalizacije podjetja. Potrebujejo 10 milijonov evrov, ki jih želijo pridobiti z odpisom terjatev oziroma s konverzijo dela terjatev v lastniške deleže. Lastniki so tako dovolili vplačilo novih delnic strani upnikov in sicer v minimalnem znesku 200 tisoč evrov. Kar ne pomeni, da smo izglasovali maksimalni delež, seveda želimo si čim več. Kolikor bi ostalo recimo samo pri 200 tisoč evrov dokapitalizacije, pomeni, da rabimo razliko do 10 milijonov v odpisu terjatev. Kolikor pride do, recimo zneska 5 milijonov, govorim čisto hipotetično, je pač so potrebni odpisi toliko manjši. Dolgov imajo za 23 milijonov evrov, od tega nezavarovane 3 milijone. Večino dolgujejo novi KBM 17 milijonov, 2,3 milijona SKB banki, davčni upravi 750 tisoč evrov. Dogovor so že dosegli z SKB banko, z največjim upnikom novo KBM še ne. Nekateri so izrazili pripravljenost konvertirati, ker zaupajo podjetje toliko, da smatrajo, da bodo vendarle bolje poplačani preko konverzije v lastniške deleže. Nekateri se pa lastništva otepajo in se ga bojijo. Trenutno Granit kljub podaljšani zimi posluje dobro. Dela za 88 zaposlenih je dovolj. Naša primarna dejavnost ni več gradbeništvo visokih gradenj kot v preteklosti, ampak od gradbeništva predvsem nizke gradnje, seveda pa primarno baziramo na proizvodnji industrije gradbenega materiala, to pomeni na obeh betonarnah, železokrivnici, kamnolomu. Tako iz gradbeništva letos pričakujejo manj kot polovico celotnega prihodka. Trenutno imajo odprtih 7 gradbišč, med njimi so največji kanalizacija Hotinja vas Rogoza, aerodrom Maribor in vrtec v Oplotnici. Medtem pa ni več dela za okoli 90 zaposlenih v družbi za proizvodnjo energije iz biomase in odpadkov KIO Vransko. Od konca aprila je v stečaju, zadnji rok za prijavo terjatev pa je 30. julij. Stečajni upravitelj se je že sešel z delavci, na sestanku pa so ugotovili, da ni podatkov o številu zaposlenih. Delavci bodo zato sami zbrali dokumentacijo, na podlagi katere bodo dobili odpovedi delovnega razmerja. S tem bodo lahko hitreje uveljavljali pravice iz jamstvenega sklada in zavoda za zaposlovanje. Vodstvo družbe jim že nekaj mesecev ni plačevalo niti prispevkov za socialno in pokojninsko zavarovanje, delavci pa so stavkali vse od marca. Včeraj smo poročali o zanemarjenem parku, danes pa smo obiskali stavbo mariborskega akvarija in terarija, ki jo tudi pošteno načenja zob časa. Po načrtih mestne občine bi moral biti nov objekt v uporabi že dobro leto, tako pa se še vedno zatika zaradi predvidene lokacije, ki je zavarovana kot naravna in kulturna dediščina. Iz občine pa zdaj sporočajo, da upajo, da se bo gradnja vendarle začela, še bolj pa si tega želijo zaposleni v akvariju, ki delajo v nemogočih razmerah. Premajhni prostori, ometki odpada, razpoke v stenah in zastarela oprema. S takšnimi razmerami se vsak dan spopadajo zaposleni v mariborskem akvariju in terariju, ki ga letno obišče okoli 25 tisoč ljudi. Junija bodo praznovali tudi 60 let svojega delovanja. Živali in predvsem mi vzdrževalci, ko te živali negujemo in hranimo, smo ogroženi. Tudi glede same elektronike, predvsem potem tudi podesti, po katerih hodimo. Sam razstavni prostor je še vedno zelo impozanten, zadovoljni odhajajo z našega obiska, vendar obiskovalci niso priče našim zakulisnim prostorom, kjer je pa stanje že kar alarmantno. Na 480 kvadratnih metrih, približno polovice razstavnega dela, imajo 120 vrst rib in rakov ter več kot 50 vrst plezilcev in dvoživk vsega sveta. Gre namreč za eno pomembnejših tovrstnih ustanov v južni in srednji Evropi. Sicer pa obstajajo tudi zamisli, da bi novi akvarij umestili v vodni center na Lentu in ne v mestni park. Mislim, da je skoraj bolj ustrezna ta lokacija v bližini Drave na Lentu. Saj je celo ideja o
dopolnitvi naše dejavnosti z dravskim akvarijem. Gradnja objekta v parku, ki bi se razprostiral na 2500 kvadratnih metrih površin, je ocenjena na dobrih 7 milijonov evrov. Pri naložbi občina računa tudi na evropski denar. V naslednji vesti pa ne bomo poročali o črni statistiki, temveč o kadrovskih zamenjavah na policijski upravi Maribor. Da smo mediji obveščeni o dogajanju na policiji, bo odslej skrbel dosedanji pomočnik vodja izmene Miran Šadl. Direktor policijske uprave Maribor Daniel Lorbek pa je ob tem javno seznanil še z manjšimi kadrovskimi spremembami, ki so predvsem posledica upokojevanja. Gospod Šadl je v policiji od leta 1992, kjer ko je začel delo na takratni, oziroma na policijski upravi Nova Gorica. Gospod Šadl seveda nima toliko izkušenj z mediji, ima pa seveda obilo policijskih izkušenj in jaz verjamem, da bomo vsi skupaj mu pomagali, da bo seveda ta preskok iz čisto klasičnega policijskega dela v to delo z mediji čim bolj hiter in tudi za njega predvsem enostavno, ampak seveda posledično tudi za vas. Moja želja je danes, da se spoznamo, vsaj približno, da si zapomnimo, kdo je kdo, da si izmenjamo telefonske številke, te kontakte, da mi probajte izraziti tisto, kar je bilo najboljšega pri Bartolu, kar je bilo najboljšega pri Bojanu, da probam tudi jaz to potem peljati naprej, samo tisto, kar je dobrega, kar je bilo pa kratkih stikov oziroma kar naj bi bilo, pa upam, da je v naši komunikaciji ne bo in da bomo dobro sodelovali. Policijo pa očitno veliko dela še čaka. V Sloveniji je namreč kar 96% menedžerjev pravi, da je korupcija v državi običajna praksa. To je razkrila raziskava svetovalnega podjetja Ernst & Young. V Sloveniji sledita Hrvaška in Ukrajina, evropsko povprečje je sicer 39%. Poglejmo, kaj še odmeva v državnem zboru. Glasovanja o fiskalnem pravilu za zdaj ne bo. Poslanci so se namreč strinjali s preložitvijo glasovanja, čeprav v največji opozicijski stranki SDS vztrajajo, da odlašanje škoduje državi. Tako so v državnem zboru kmalu po začetku tudi končali aprila prekinjeno izredno sejo o vnosu fiskalnega pravila v ustavo. Glede na včerajšnji dogovor koalicije v programu stabilnosti, ki ga predlaga vlada, naj bi plačevali krizni davek, šlo naj bi za progresivno obdavčitev plač, s tem pa naj bi se v proračunu nabralo do 300 milijonov evrov. Vlada naj bi dvignila obe davčni stopnji, spodnjo na 9,5%, zgornjo pa na 22%. Obdavčili naj bi še igre na srečo, sladke pijače, omejili naj bi nekatere socialne transferje. Vlada pa načrtuje tudi obdavčitev nepremičnin. Program stabilnosti bodo jutri predstavili socialnim partnerjem na ekonomsko-socialnem svetu. Sindikati so nazadnje zgolj nakazali možnost pogajanj, pri čemer so zavrnili zlasti posege v dodatek na delovno dobo in regres za prehrano. Kot dva osnovna elementa, v katerih pa bi se lahko pogajali, pa so omenili plačno lestvico in dodatna pokojninska zavarovanja. Pri tem celotna zamrznitev pokojninskega zavarovanja zanje ni sprejemljiva. Eno od odprtih vprašanj ostaja tudi morebitni krizni davek. Sindikati namreč opozarjajo, da bi lahko bili v tem primeru zaposleni v javnem sektorju deležni dvojnega znižanja. Tako bi jim najprej znižali plače, nato pa bi jih znižal še davek. V zavarovalnici Maribor ocenjujejo, da je toča, ki je pretekli konec tedna prizadela državo, povzročila za približno 300 tisoč evrov škode. Na terenu so okrepljene ekipe cenilcev že od nedelje, včeraj in danes, pa je zavarovalnica Maribor v Mozirju postavila tudi svojo mobilno cenilno pisarno, kjer je bilo opravljenih okrog 100 prijav škode. Vračamo se v Maribor k uspehom študentov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Izdelali so namreč poseben sistem za analizo in zgodnje obveščanje o dogajanju v čebelnjakih, ki ga bodo predstavili tudi na tekmovanju Imagine Cup. Ekipa bo tako s svojim izumom Slovenijo zastopala na finalnem izboru v Sankt Peterburgu. To je ekipa Bizinga. 2 študenta računalništva in eden medijskih komunikacij so združili moči in strokovno komisijo prepričali s posebnim sistemom, ki bo pomoč čebelarjem. Da omogočimo zgodnje obveščanje o dogajanjih v čebelarjem in damo čebelarjem boljši vpogled v dejansko, kaj se dogaja v čebelnjakih. Dejansko jim hočemo pomagati pri optimizaciji proizvodnje
Ferry na Imagine Cupu sodeluje že 8 let. V tem času je tekmovanje pridobilo veljavo. Letos je na slovenskem izboru sodelovalo kar 19 ekip. Že od samega začetka, ko je Nenad predstavil mi idejo, sem verjel, da je to nekaj, kar dejansko lahko pripomore. Od Rusije pa pričakujem zvrhan koš nekih izkušenj, pa čist neka nova doživetja, ko jih zdaj mogoče nisem še. Vsekakor mislim, da je to en veliki plus za fakulteto. Na tem tekmovanju morajo študentje pokazati v bistvu znanje iz več predmetov, jih združiti, sestaviti v eno produkt ali pa v eno rešitev kot celoto in potem to v bistvu predstaviti pred komisijo. Letos prvič pa bi se lahko s kančkom sreče na finalni izbor v ruski Sankt Peterburg uvrstila še ena ekipa z iste fakultete. Razvili so posebno programsko opremo, ki omogoča upravljanje računalnika brez dotika. Zdravniki bi tako lahko dostopali do informacij o bolniku pred operacijo in med samim posegom, kar bi skrajšalo čakalne dobe. Študenti so bili zelo zagnani, ideja mi je bila zelo všeč, skratka tudi problemsko področje, nekako interdisciplinarno, skratka povezali smo medicino, tehnologijo, medijske komunikacije, skratka nekako nastala je celovita rešitev, ne? Pri tem projektu so študenti računalništva tesno sodelovali tudi z Mariborskim univerzitetnim kliničnim centrom. Tudi sam sem bil nekaj časa na medicini, tako da meni ni bilo povsem tuje področje, a za druge člane ekipe mogoče bila neka novost, ampak sama celota, dve veliki področji povezati, to pa je manjši izziv, no, to je bilo zanimivo za delo. Ko smo začeli s projektom, smo v bistvu bili še sveži na tem področju. Pomeni, da smo se spoznali s to tehnologijo in največ smo se v tej smeri naučili. No. Doslej so študenti Ferryja na finalnem izboru dosegli največ 6. mesto. Predvidoma čez 2 meseca bo jasno, ali lahko morda letos posežejo še kakšno mesto višje. Zdaj pa se selimo v Javorje, kjer stoji najvišje ležeča podružnična šola v Sloveniji. Šola ima le 7 učencev, od tega samo eno dekle. Obiskala jih je naša dopisnica s Koroškega. 1160 metrov visoko ležečo šolo, kjer je majski sneg nekaj povsem običajnega, letos obiskuje 7 učencev. Tule nas je bolj malo, pa zastopimo se, pa prijatelji smo. Edino dekle je Angelika. Pogrešaš žensko družbo? Včasih je pa tudi fajn, da so sami fanti. Imajo par učilnic in mini telovadnico, a zagotavljajo, da jim prav nič ne manjka. Smo zelo dejavni, imamo veliko teh dramskih krožkov, veliko programov, pripravimo tudi ob novem letu, materinskem dnevu, imamo tudi zunanje dejavnosti. V kraj 150 prebivalci prinašajo kulturo. Poleg šole, ki je bila več kot 100 let polna otrok, je krajevno zbirališče le še cerkev. Eden glavnih razlogov za obiskovanje podružnice je tudi danes bližina. Včeraj imam 10 km, tega pa 5. Čeprav so se časi spremenili, so po prepričanju učiteljev takšne šole še vedno pomembne in potrebne. Ker otroci na podeželju še vedno vedo, kako nasaditi krompir, odkot se da dobiti meso, skratka, kako se da preživeti. In če še šole ne bo, potem bo vsa mladež odhajala v dolino in torej od slovenskega podeželja se lahko poslovimo. Mladi za prihodnost kujejo različne načrte. Hočeš iti naprej študirati pa? Ja, za kmeta. V Maribor kmetijska. Zdaj sem šel v gimnazijo, pač imam plane, pa bi pa šel v veterino študirati. A te je kaj strah tega, kako bo pol, ne? Ko boš prišel čist drugo okolje? Pa ne vem, niti ne, no mislim, da se bom znašla. Dobro se je znašla tudi nekdanja učenka Saša, zdaj študentka glasbe. V bistvu na začetku je rahel šok, ker v bistvu zaradi samih profesorjev ne pričakuješ, da se ti bojo posvetili, pa se ti ne posvetijo, pa si vržen samo nek džumbus, neko gužvo. Ampak vse se privadiš, no. In pomislek, da so otroci s podružnic manj socializirani in nekako zaznamovani. To je vedno bilo in vedno bo, da nekdo, ki pride od nekod, ga pač nekaj časa imaš, dokler ga ne spoznaš za takega ali pa takega. Glede na to pa, da so tudi na našem podeželju možnosti elektronskih povezav, interneta, telefona, televizije in vsega, mislim, da niso popolnoma nič drugačni, kakor so otroci na matičnih šolah. Kljub temu se vrata podružničnih šol, predvsem zaradi pomankanja otrok in posledično njihove ekonomske neupravičenosti, počasi zapirajo. Vsako leto jih izgine okoli 5. Vrata pa na široko odpirajo v Lutkovnem gledališču Maribor, ki se že nekaj časa tesno povezuje s češkimi lutkarji. Tako je nastala tudi nova predstavica Sirano, ki bo premierno zaživela ta četrtek. Petra Skok pa je lutkarje obiskala že danes. Marioneta. Tradicionalna lutka češke lutkarske tradicije.
A v 60 letih sta lutkovna režiserja Jozef Krofta in Miroslav Wildman s še nekaterimi somišljeniki naredila revolucionaren korak. In Czech theater, puppet Czech theater is the important moment for the development is a moment when actor went to the stage. Funkcija lutke je bila takrat simbolična, pojasnjuje Jakob Vašiček. Zdaj je tu nova funkcija. Now it's just a new time, a new way how to do it, which we like, and it's a pragmatic function of puppet, which I do like, and it means that you use it just when you can do it with the actors. Natanko tega koncepta pa se drži tudi Vašiček v svojih predstavah. I don't like the word puppeteer. The actor, sorry. Yeah, because I think that the word what I love is actor, and I think that a good puppeteer has to be in first good actor. It's not possible without this. Oba opažata, da je v Sloveniji za razliko od Češke mogoče videti velik razkorak med sodobnimi lutkarskimi tehnikami in predstavami, ki izgledajo nekoliko zastarelo. Pri mariborskih igralcih lutkarjih je sogovornikoma všeč njihov temperament. V četrtek se bodo tako njihovi večplastni talenti pokazali v predstavi Cyrano, ki bo nekakšen konflikt med starim in novim svetom. V Nemčijo se je lani priselilo 1,8 milijona ljudi. V primerjavi z letom poprej se je število priseljencev tako povečalo za 13%, so zapisali na nemškem statističnem uradu. Iz evropskih držav je v Nemčijo prišlo 765 tisoč priseljencev, največ iz Poljske, sledita pa Romunija in Bolgarija. Mi pa si pogledamo še druge aktualne dogodke po svetu. V Bruslju so danes stavkali uradniki iz ene osrednjih inštitucij Evropske unije, Evropskega sveta. Nasprotujejo namreč načrtovani reformi evropske administracije, ki predvideva znižanje plač in pokojnin, dvig upokojitvene starosti ter omejitve pri napredovanju. V hiši v ameriškem mestu Cleveland je policija našla žive 3 mlajše ženske, ki so jih pogrešali okoli 10 let. Ženske so našli, ko je ena od njih s pomočjo soseda pobegnila iz hiše, medtem ko je bil lastnik, 52-letni moški, z doma. Domnevno naj bi ena od ujetnic v ujetništvu rodila otroka. Policija je že aretirala 3 brate, med njimi lastnika hiše Ariela Castorja. Hišo pa zdaj preiskuje zvezni preiskovalni urad FBI. Severna Koreja naj bi z izstrelišča umaknila 2 raketi srednjega dosega, ki sta bili pripravljeni na takojšnjo izstrelitev. V Washingtonu korak Pjongjanga že označujejo za pomembno zmanjšanje napetosti na korejskem polotoku. V središču Štokholma so odprli muzej posvečen legendarni švedski pop skupini ABBA. Muzej obiskovalcem ponuja vpogled v ustvarjalna leta zasedbe, pa tudi v njihovo zasebno življenje. Postavili so tudi sobo, v kateri stoji telefon iz 70 let, na katerega bodo člani zasedbe občasno poklicali, da bi se pogovorili z obiskovalci. V muzeju, kjer so vstopnice razprodane za nekaj tednov naprej, v letošnjem letu pričakujejo okoli 250 tisoč obiskovalcev. Mi pa smo pri vremenu. Reka Mura je v zgodnjih jutranjih urah presegla opozorilni pretok, na Agenciji Republike Slovenije za okolje pa napovedujejo, da se bo visoka voda Mure v Sloveniji zadržala še danes in jutri. Poplavljala bo znotraj protipoplavnih nasipov. Sicer pa bo vreme jutri še sprejemljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Pred koncem pa še namig za izlet. Pred nekaj minutami so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli razstavo S tehniko do zdravja. Če vas torej zanima razvoj slovenskega zdravstva in kakšni so na primer leseni rentgen, umetna pljuča in druge naprave, pot pod kolesa ali pa se nam spet pridružite ob 20. Na snidenje.